Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovorniki odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o moškosti. Z menoj je dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, če začneva kar na začetku, kaj sploh je moškost, ko govorimo o moškosti, ter ali je to danes politično korektno? Moškost se nanaša na enega od dveh bioloških spolov, če ne tudi jaz rečem korektno ali pa politično korektno. In gre za cel spekter obnašanj, ki se jih pripisuje temu spolu. Skozi zgodovino in seveda skozi današnji čas. To pomeni pričakovanja, vloga moškega se je skozi zgodovino spreminjala in seveda danes moški za svojo moškostjo naslavlja nekatere izzive, ki so enaki skozi zgodovino, nekateri, ki so pa popolnoma novi. In ravno pri naslavljanju novih izzivov prihaja do izzivov, težav, sitnosti, ki jih imamo pri tem, ko se učimo te vloge in ko jo na bolj ali manj učinkovit način potem vsak od nas, moških, tudi živi. Kateri pa so te izzivi, ki so bili včasih moški, pa so še danes, naj bi bili, ali pa morda izginjajo, ali pa se moški morda v njih ne vidijo? Ne rečem, da se ne vidijo, ampak mogoče zaradi načina, kako je človek upravljal naravo ali pa naravno okolje in načinu, kako je zagotavljal pogoje preživetja, sta se seveda oba spola specializirala za tiste načine preživetja, ki so bili v določenem zgodovinskem obdobju najbolj primerni. In seveda so od tu naprej nastajali stereotipi, pričakovanja, vloge, ki so bile zelo zasidrane v nas, v arhetipu moškega ali ženske. In seveda, ko po mojem mnenju, industrijsko revolucijo in v bistvu spremembami, kako si je človek začel, rekel, na drugačen način zagotavljati sredstva za preživetje, če v tem čisto osnovni obliki. Vedno lažje z orodji in z tehnologijo. Bolj učinkovito. Jaz ne vem, če je lažje. Bolj učinkovito, to pomeni, je hitreje več dosegel in se je delo toliko spremenilo, da še posebej po drugi svetovni vojni, zato, rekel, novodobno industrializacijo, ko v bistvu zaradi potreb po vse večji delovni sili se je povabilo, oziroma jaz rečem kar naredilo tok v gospodarstvo tudi ženskam in se je v bistvu jih povabilo v služenje denarja, bom rekel zelo neposredno, bi človek rekel zagotavljanje virov za preživetje, če bi zelo korektno rekel po drugi strani, se je seveda izkazalo, da določeni, bom rekel, arhetipske značilnosti moškega pri zagotavljanju virov preživetja, kot sem rekel, seveda niso zdaj lastne zgolj njemu. In seveda v zadnjih 80 letih, se mogoče kdo bi rekel 200 letih ali pa krajše, daljše, ampak recimo po drugi svetovni vojni, so se začele dramatične spremembe pri načinu zagotavljanja sredstev za preživljanje. In so seveda vloga ženske se je spremenila, je dobila nove dimenzije, lepe dimenzije in hkrati v bistvu je tudi moški dobil partnerja pri zagotavljanju sredstev za preživetje, če se zdaj mogoče na začetku osredotočimo na ta aspekt sobivanja, ekonomski ali pa bitja, moškosti ali pa ženskosti, so seveda vloge s tem se začele raztapljati, so se začele v bistvu povezovati, so začele prehajati preko teh arhetipov moškosti in ženskosti. In seveda vsi izzivi, ki jih imamo danes, seveda predvsem naslavljajo, po mojem mnenju, ta družbena vprašanja, ali pa to je mogoče najbolj pomembno družbeno vprašanje. Zaradi tega pa je prišlo tudi do seveda posledic na drugih ravneh življenja med moškim in med žensko. Ta vloga morda doma v domu za gospodinjstvo je postala drugačna, če ženska dela dlje časa, seveda nima potem energije, da bi sama skrbela za dom, po drugi strani tudi moški morda ima drugačna pričakovanja do svoje žene. Vse to nekako je povezano, ne moremo ločiti eno od drugega. Kakšne pa so tukaj spremembe, ki so se zgodile, morda iz prakse veste, ko se pogovarjate z klienti? Verjetno tukaj ne bom kakšnih novosti povedal, ampak hitrost, s katero so ženske vstopile v svojo novo vlogo
ki jih je naredila na drugačen način partnerice v osebnem ali pa družinskem odnosu, ki jih je na drugačen način postavila v družbeni prostor, evo, če tako rečeva, ne, so se po mojem mnenju izjemno hitro prilagodile, začele osamosvajati, začele čutiti to ekonomsko tudi neodvisnost od moškega oziroma od družine kot take, ki je zagotavljala, rekel, neke osnovne pogoje preživetja v preteklosti, ne, in je bila ženska, danes bi rekli z današnjega jezika, prisiljena v tako vlogo, ampak jaz rečem, da to je bila samo prilagoditev, ena optimalna prilagoditev družbe v tistih razmerah na pogoje življenja. No in tukaj mogoče ta moška vloga, se je pa moški vsaj v prvem tem obdobju ni tako z lahkoto zapustil moške vloge in začel ob tem, da je ženska šla v gospodarstvo, je šla delat, se je zaposlila, da bi sprejel tisti del obveznosti, ki je ženski umanjkal zdaj čas, da bi jih opravila. To pomeni ta klasična gospodinjska opravila, družinsko ukvarjanje z otroki in tako naprej. Mislim, da je tukaj ženska naredila hiter korak naprej, moški smo pa zatem capljali. Po mojem občutku, kot ste rekla, kaj jaz opažam, vidim, da v bistvu moški hodijo po tej sledi naprej, imajo moški del porodniškega dopusta, se vključujejo v vzgojo, jim je pomembna njihova vloga v starševstvu na drugačen način, ne zgolj kot tisti, ki zagotavljajo sredstva za preživetje družine, ampak v bistvu sodelujejo pri vzgoji in tako naprej. Seveda pa te stvari se ne zgodijo čez noč. To pomeni določene stiske, v kateri jaz vidim, da se danes znajdejo in moški v teh novih vlogah in ženske, ko se prilagajajo novim pričakovanjem, niti ne rečem zahtevam, pričakovanjem, ki jih ima posameznik drug do drugega ali pa družba potem do neke skupnosti in tako naprej, imamo oboji vsak svoje stiske. Če gremo morda nekaj korakov nazaj, zadnje raziskave so pokazale, da v izobraževalnem sistemu fantje niso več v prednosti. Včasih so imeli boljše rezultate tako pri matematiki, naravoslovju kot branju. Zadnji podatki kažejo, da so ženske veliko uspešnejše pri temu. Kako bi si morda to pojasnili? Kaj se dogaja? Jaz mislim, da je to... Zadnji podatki za one, ko jaz vem, že dolgo časa to kažejo. Ne, že zadnji, če govorijo zdaj v obdobju 80 let, 30 let, tako 30 let. Ja, saj zato ste rekli zadnji, zame 2-3 leta. Ja. Podatki, že ko smo mi študirali in tako naprej, so kazali eno blazno zanimivo stvar, da v bistvu rezultati deklic v osnovnih, srednjih šolah in potem tudi na fakultetih so veliko, veliko boljše kot rezultati dečkov. Potem mladostnikov in zgodnjih odraslih. Da pa seveda potem, ko pridejo ti ljudje na trg dela, v to klasično gospodarstvo in tako naprej, se pa v bistvu začne ta prejšnji stereotip, kdo dela kakšno delo in za kakšen denar dela kakšno delo, seveda v bistvu postavljati na tiste stare principe. Torej šolski sistem, uspeh v šoli in tako naprej, veliko, tudi ne za malo, veliko bolj uspešnejše deklice, mladostnice in tako naprej, kasneje v gospodarstvu pa seveda zasedajo najzahtevnejše, najbolj plačane službe oziroma delovna mesta, pa potem fantje in moški. Zato tudi potem je bil tak znan fenomen, tudi dobro raziskan, feminizacija poklicev, da v bistvu določeni poklici, vzamete izobraževanje, lahko vzamete zdravstvo, dokler so bili ti poklici dobro plačani, so pomenili visok status v družbi, so jih večinoma zasedali moški. Tisti trenutek, ko so v bistvu izgubljali svojo atraktivnost, status ali pa bogastvo pri plačilu, so v bistvu se začeli feminizirati. So moški v bistvu sledili, dramatično rečem, toku denarja. In se prestavljali na tiste pozicije, ki so bile v bistvu boljše plačene. Danes ugotavljamo, da v bistvu zasedajo na pomembnih mestih v gospodarstvu, se izravnava to ravnovesje. Meni se to v bistvu, če lahko osebno rečem, lepo, da se v bistvu ugotavlja, da je ženski princip pogleda na skupnost, na gospodarstvo, na dosežke, rezultate in tako naprej, tisti, ki dejansko danes prispeva
ravno tisto razlike, zaradi katerega je ta moški meritokratski princip pripeljal svet tega, kamor ga je. Z vsemi podnebnimi spremembami, z vsemi vojnami, z vsemi bitkami za vire in tako naprej. To je izrazito moški princip. Ne? In v bistvu, če pogledamo bolj na ženski način, na karkoli okrog nas, na gospodarstvo, na odločanje, na vodenje ljudi in tako naprej, ugotovimo, da ženski pristop prinaša ogromno tistega, kar moški ne more, ne zmore, ne zna dati, in prispeva k temu, da so skupnosti veliko bolj uspešne in učinkovite. Tam, kjer so ženske zdrave. Se pravi, imajo ta ženski princip, to njihovo feminilnost, ne tam, kjer morda vodijo po načelih moškosti. Točno to. V bistvu, ko imamo različne sloge vodenja, in ko v bistvu imate žensko, ki vodi na moški način, to ni to, o čemer govorim. Govorim o tem, ko ženske na svoj način pristopijo k upravljanju skupnega dobrega, se to seveda pozna, da skupnost deluje bolj povezano, skupnostno, mogoče z večjega čuta drug za drugega in seveda zaradi tega tudi veliko bolj uspešno. Pri izobraževanju mi je zanimivo tudi to, da recimo pravijo nekateri, da ob naraščajočih številkah ADHD-ja, avtizma, ki je bolj opazno pri fantih kot pri deklicah, razlogi tičejo tudi v tem, da so učni procesi naravnani, da bolj ustrezajo ženskam, ne toliko fantom, ki pač je znano biološko potrebujejo več gibanja, več akcije, več tega, medtem ko šolski sistem to močno zavira, ko zahteva sedenje, rutino. Kaj je na tem, če sploh kaj? Šolski sistem se od časov Marije Terezije za svojimi procesi ni bistveno spremenil. To je prvo izhodišče. To pomeni, da v bistvu se spreminja nekaj drugega. In to je kultura, v kateri mi živimo, odraščamo in kaže potem svoje posledice na posamezniku in potem seveda na družbi. Kaj se po mojem mnenju dogaja? V bistvu otroci se večino časa socializirajo danes v prisotnosti odraslih. Torej nimajo časa, da se prosto igrajo, da se zunaj igrajo, da pač to energijo, ki jo imajo v sebi kot zdravi otroci, v bistvu z njo prosto razpolagajo, se učijo izkušenj, iščejo robove svojih zmožnosti, se ob teh robovih poškodujejo, ranijo, potolčejo in tako naprej. In seveda seznanjajo z mejami, pri katerih postaja življenje zahtevno, nevarno in se ga pač učijo življenja. V totalno predvidljivem, nadziranem, varnem odraščanju vse to ni možno. In to so tisti razlogi, ne sam šolski sistem kot tak, je isti. Ne vem, danes celo, ko sem bil jaz v osnovni šoli, smo morali z rokami tako sedeti 45 minut na sedežu. Danes se to od otrok ne zahteva. To pomeni, če se pohecam, velika sprememba v procesu sledenja pouku. Veliko je bolj dinamičnega dela, ampak to ni dovolj. To ni dovolj zaradi tega, ker tistih nekaj ur v šoli se ne potem seveda spremeni v celo popoldansko norenje po dvoriščih, drevesih in prosti igri, ampak v novih urah angleščine, dopolnilnega pouka, nekega športa, ki spet ni šport kot igra, ampak učenje spretnosti, tehnik, eno mukotrpno razvijanje kompetenc, da bi videli, ali ta otrok ima potencial, da bi nekoč pri športu zaslužil, da bi vsi od tega nekaj imeli, misli družina in tako naprej. In to povzroča ta nemir, ki ga danes seveda vidimo po eni strani kot ne smem te besede uporabiti, kot izrazito povečano, ne bom korektno, izrazito povečano število diagnoz ADHD-ja,
ki nimajo, jaz rečem, biološko se nič ni zgodilo v teh otrocih, da bi bilo z njimi kaj narobe ali kakorkoli že. Ne? Ampak čisto preprosto ne morejo spontano odraščati. To je ključna sprememba. Ne pri šoli, ampak pri načinu, kako otroci danes odraščajo. Ne? Mi danes mislimo, da smo, mogoče to ni danes tema, ne? Ampak mi mislimo, da smo s tem, ko smo objektivizirali zdaj ocenjevanje, da imajo zdaj v vsaki triadi ta NPZ, nacionalno preverjanje znanja, da smo zdaj mi omogočili, da bodo zdaj pošteno šli na tisto nadaljne šolanje, ki si ga res zaslužijo glede svojih sposobnosti. A jim uničujemo otroštvo. Kaj koga briga, kakšno ceno sem imel jaz v 3. razredu osnovne šole? Danes je pomembna. Kaj kdo ve, ko sem jaz sprejemni izpiti, seveda travma za boge otroke, konc srednje šole. To je bilo idealno. Idealno, pač omogočimo otrokom, da ohranijo otroštvo. In zaradi te naše starševske nesposobnosti, ne, upravljanje frustracij vseh nas ob sprejemnem izpitu, kaj bo, kaj ne bo, kako bomo, smo zdaj seveda podaljšali ta pritisk na rezultat v zgodnje razrede osnovne šole, kar se mi zdi terorizirano, se mi zdi, da v bistvu nekdo res ne ve, kaj dela. Prej ste omenili to, otrokom ne pustimo svobodne igre tega, da so brez našega nadzora nekje norijo. Pa sem se spomnila tudi tega, da je en osnovni element tudi morda moškosti, bolj fantovstva, kakor pa med dekleti ta agresija, ta zdrava agresija, ki naj bi jo fantje bolj izražali. Tudi to je danes postalo zelo nezaželeno. V bistvu starši otrokom ne pustijo ne igranja z pištolami, ne igranja s palicami, sabljanja, vse to je živi kot nekaj, kar je prepovedano. Ali bi morda lahko rekli, da potem ti izbruhi nasilja, ki si pa kažejo kasneje in so res problematični, lahko spremljamo v medijih, so tudi posledica tega, da jim v mladosti tako močno zatiramo to neko naravno čustvo, ki ga ima človek. Tu si bom vzel malo časa. To se mi zdi mogoče najpomembnejša tema, pa nam bo potem pomagala tudi to moškost ali pa ženskost razlagati. Oba spola, dečki in deklice, imamo v sebi agresivnost. Agresivnost je hkrati osebnostna poteza, psihologi imenujemo tudi osebnostna poteza, jo merimo, se nam zdi grozno pomembna. Zakaj? Ker je to energija, ki nam pomaga dosegati cilje. Torej, agresivnost, osko, psihološko, je energija, ki jo imamo ljudje v sebi. Imamo seveda deklice in imajo dečki, vsi zdravi ljudje imajo v sebi agresivnost. Je pa to seveda tudi oblika vedenja, agresivno vedenje, ki seveda spet ni problematično. Zakaj? Zato, ker mi se ga učimo to agresivno vedenje ves čas socializirati. Vse otrok, ko se rodi, ko ni mame, ko je lačen, polulan, kaj dela? Se dere. Zahteva servis in ga dobi. Ma ga začnemo že pri 1., 2. letu pol učiti. Reči prosim, ko kaj rabiš, reči hvala, ko kaj dobiš. Ne iti tja kar po igračke, posodi svoje, pa praši, če lahko dobiš. Torej, ćemo socializirati način, kako pridemo do cilja. In to je ena najpomembnejših nalog človečenja, da v bistvu se začnemo zagotavljati vse, kar potrebujemo za svoje kakovostno preživetje. Včasih smo rekli samo preživetje. Modern človek hoče kakovostno preživeti. Torej, kakovostno preživeti na način, ki je sprejemljiv za druge. To pomeni, je dober zame, a je dober tudi za druge. In to je celo umetnost vzgoje, primarne socializacije, najprej v družini, potem sekundarne socializacije, učenja v šoli, družbi in tako naprej. Torej, sedaj, ko mi gremo proti cilju, naletimo na oviro. In zdaj, energija, ki jo mi trošimo na poti do cilja, se tukaj ob oviri ustavi. In ta nakopičena energija se imenuje frustracija. Nima predznaka. Frustracija seveda se lahko spremeni v čustvo. Recimo čustvo jeze, evolucijsko nam pomaga odstraniti oviro. Čustvo žalosti nam pomaga, da se soočimo s tem, da ovire ne bomo premagali in bomo izgubili cilj, kaj čmo. Strah nam pove, da je ovira nevarna, da je treba se umakniti od ovire. No, in ko mi zdaj seveda čustvujemo ob neki oviri, seveda razmišljamo o rešitvah. Obstajajo konstruktivne in destruktivne rešitve. Konstruktivne rešitve so pejdi okrog ovire, pejdi na ta način, najdi si nek cilj in tako naprej. In destruktivne načini so usmerjeni proti sebi ali proti drugim. Proti sebi, nikoli mi ne bo uspelo, ne znam, ne zmorem, ne bo šlo. Ki kasneje, v kasnejših letih seveda v slabšanje samopodobe, občutka lastne vrednosti,
samomedikacijo, uživanje psihoaktivnih snovi, alkohola, drugih psihoaktivnih snovi, ki, bom rekel, slabijo ta občutek nezmožnosti, da bi prišli do ciljev, ki si jih želimo. Ali pa potem seveda destruktivno do drugih. Spet, kot so bile slabe besede o sebi, mi ne bo uspelo, cinizem, žaljenje, omalovaževanje drugih, do potem fizičnega, spolnega, ne vem kakšnega nasilja. To so načini, kako v bistvu mi odraščamo. In zdaj, kaj naredi moderen starš, ko deklica ali deček, se ni važno, pride do ovire. Mu ne pusti, da se z njo sooči in da ga gleda in čaka, kaj bo. Dve veliki rešitvi ima moderen starš. Ali odstrani oviro, ali pa da otroku telefon v roke. Da zgleda, kot da ovira izgine. Praktičen primer. Družina z dvoletnikom pride v gostilno, hoče privoščiti si eno kosilo in otrok začne nergati. Kaj delamo tu, ko mu je dolgčas? Kaj se zgodi? Puf, in ima telefon v rokah. In oni v miru pojejo. Otrok pride v šolo, nekdo ga zbada in tako naprej. V moji generaciji pač bi to bilo nekaj, kar izzveni. Danes grejo starši, se menijo, da njihova cvetka, rožica, sonček, ne vem, čebelica, mišek ne zmore v šoli, ker ga nekdo zbada, ga ne draži, ko je vprašan in ne vem kaj. In mu spet odstrani oviro. In seveda ti otroci odraščajo. Zdaj pridem na odgovor na vaše vprašanje. Ti otroci zdaj odraščajo in seveda oni doživljajo frustracije. Ampak v njihovi knjižnici ni nobene knjige, kaj narediš v tem primeru, kaj narediš v tem. Te knjige so izkušnje. Zato, ker nimajo izkušenj. Ker se spomnite, sem rekel, so se fantje in dekleta igrali zunaj, so se socializirali drug z drugim, so se ruvali, pretepali, če hočete, ne? Dražili, lovili, poškodovali in tako naprej, kar jim je omogočilo seveda vedno znova vsak dan dati en zapisnik v svojo knjižnico izkušenj. Kaj narediš, ko se to zgodi? Kdaj si tiho, ker boš kakšno ujel od kakšnega prijatelja? Kdaj se lahko upaš? Kdaj si pogumen? In te knjižnice so bile bogate. Kam lahko greš? Kje so meje, kjer si še varen, kjer pa nisi več varen. In danes imate otroka starega 15-16 let, njegova knjižnica je več ali manj prazna. Oziroma, on vidi mamo, kako ureja, vidi očeta. To je isto, kot če jaz gledam nogomet. Jaz na koncu nogometne tekme nič boljše ne igram. Ne? Ali pa košarko. Jaz nič boljše se uživam v uni tekmi. In otroci uživajo, ko mama pospravlja, ko hodi v šolo, ko dela namesto njega nalogo. On se to vidi. In starši mislimo, da zdaj otrok bo to znal. Ne zna. On ve, kako to zgleda. Tako kot jaz znam preigravati pri košarki. Jaz sem vrhunsko preigravam pri košarki. Nakažeš, da greš v levo, pa greš zelo hitro desno, skočiš se v zrak, obrneš in zabiješ žogo nazaj. Mislim, kdo ne zna tega? Ne zmorem pa tega narediti v resničnem življenju. Tako da naši otroci ne zmorejo v resničnem življenju reševati frustracijskih situacij na konstruktiven način. Pa se dve stvari zgodijo. Padejo v depresijo, so anksiozni, imajo panične napade, nočejo iti v šolo, nočejo iti v družbo, ali pa v bistvu jim udari na drug način v to nebrzdano nasilje. In eno stvar delamo danes narobe, ker enačimo agresijo z nasiljem. Jaz ves čas govorimo o agresiji, skozi mirim, ko delam osebne profile, rečemo agresivnost imate, tako agresivnost imam, super, da jo imate, to pomeni, da greste zjutraj v službo, da vam ni treba, da vas nekdo preganja, da nekaj naredite. To je energija, ki jo imate za delo. Nasilje je pa lahko posledica agresije, seveda. Kako da ne? Samo brez agresije Dončić ne bo nič naredil na igrišču. Slovenska reprezentanca v ne vem čemu. Si predstavljate, da bi nekdo se spustil brez agresije po planiški velikanki. Ja, to je bil kot en buhtelj, ki bi letel in se raztreščil dol. Ampak človek se še odrine, ujame kak zrak in potem zdrsi dol. In to je posledica tega, ker znamo na socialno sprejemljiv način upravljati agresivnost. Gremo v službo, prodajalec brez agresivnosti, razvojnih, kadrovski delavec brez agresivnosti, bi sedeli v svoji pisarni in se bali sveta in ne stopili nikamor ven. Je pa res, ko pa gremo preko meja drugih, pa se začne nasilje. Ustavila bi se za trenutek še pri telefonu v restavraciji, ki ste ga omenili. Kaj mislite, da bi po vašem mnenju starš mogel narediti ob tem, da je danes veliko obsojena strani družbe, če karkoli, kje zašumi kakšen otroški jok, če je kakšno nerganje, kot družba vsi grdo gledajo, umirite že tega otroka. Kot družba se mi zdi tudi ne toleriramo več otrok. Moje osebno mnenje.
Mi smo nekako v zadnjih spet teh 20-30 letih, mogoče tu je manj, torej mobilni telefon se je pojavil 30 let nazaj skoraj, ne, tam 90 letih, ampak v bistvu to, kar je Apple naredil, ne, to z ekranom 2007, 2008, kdaj je prišel prvi iPhone in tako naprej, ne, to pomeni, da sploh ni tako grozno, niti 20 let ni od takrat, ne. V bistvu je družba postala lepa, prelepa, najlepša in otroci najlepši, najbolj vzgojeni in enkratni. Ne? In v bistvu starši prvi niso sposobni upravljati svoje frustracijske situacije z otrokom, ki ima frustracijo. Če se malo pohecam z igro besed. Ne? To pomeni, naši starši, ki niso imeli nič drugega kot samega sebe, ne? So rekli, pej se igrati, te bomo poklicali, ko pride kosilo, bodi tiho, ali pa so se z otrokom pogovarjali, so ga zamotili, so igrali kakšno igrico, pač tisoč enih načinov, ker so otroka socializirali zato, da lahko sedi za mizo. In hkrati, ko so drugi okrog sedeli, so rekli, otrok je živ, živahen, ma nismo imeli tega niti za mar. Danes, tudi mi, ko smo šli, ko gremo jesti, si želimo mir, si želimo kulturno okolje, kaj pa oni od starši tega otroka ne morejo. Torej, en pritisk je. Sem ga bil deležen tudi jaz, za 4 otroci si vedno deležen tega pritiska. So otroci, če vas kaj moti, na plaži, v gostilni. Tudi to, kar nas je vedno manj, ne? Vemo, da pač rodnost opada, otrok je vedno manj staršev, pa mladih staršev se odloča za otroke in kamorkoli prideš, je velika tvoj otrok edini otrok in potem ni tega, pojdi se igrati, pojdi sam, ker je pač ta otrok sam. Tako dramatično verjetno prav ni, da je prav sam. Ne? Gre bolj za to, da se mi soočimo s tem, da nismo popolni, da ne zmoremo otroka ves čas držati na vrvici, da bi bil tiho, da bi bil priden in tako naprej. Da je pač otrok, da ima otroštvo. In da mi kot odrasli sedimo in se tako pogovarjamo. Oni se drugače pogovarjajo. Ne more biti majhni odrasli za svojim vedenjem. In tudi ta frustracija, ki jo zdaj imam, je moja naloga, da jo upravljam na način, da ne zaradi tega, ker sem jaz frustriran, ker ne zgledam uspešen starš, da to prenašam na otroke. In teroriziram otroka. Torej, vsak v vrsti ima svojo domačo nalogo. Sva se kar mečko nadaljila v tem, ampak nič hudega. Tako zanimivo vprašanje, da pač, ja. Zanima me, je treba fante vzgajati drugače od deklic? V bistvu, to je treba, nič ni treba. V bistvu mi kot starši se ali z deklicami ali z dečki seveda odzivamo na njihove potrebe, na njihovo vedenje, na njihovo iskanje meja in tako naprej. Torej, drugače je, ma je drugače za vsa otroka. Če imate 3 hčere ali pa 5 sinov, bo vsak zahteval nekaj drugega, ker je drugače. Tisto, kar je najbolj zanimivo, iz te drugačnosti se otroci učijo tistih vzorcev vedenja, ki so njim blizu, ki jim pašijo, s katerimi, bom rekel, se dobro počutijo. Ne, ker smo jih mi tako vzgojili, ampak zaradi tega, ker so oni izbrali tiste stvari, ki njim pašijo. In tukaj v bistvu mi z tem, da silimo fante po fantovsko, punce po punčevsko, zdaj celo fante ne vem kako, da bi ne vem kako mi dosegli, da bi oni sebe najdli, pa punce ne vem kako sebe najdle. Ne? Tu mislim, da delamo največje napake. Kako se jim izogniti? Kako v bistvu pristopati do... Kaj je tisto glavno, kar naj bi svojim otrokom predali oziroma... 2 stvari. Vrednote in delovne navade. To je tisto, kar starš lahko naredi. Vse ostalo bo, kar bo. Ne? To pomeni, punčka, fantek, kdorkoli že, delovne navade, to in to imamo za narediti, to in to je naloga, se lotimo skupaj kosila, skupaj pospravljamo, se učimo delovnih navad. To je en del življenja. In druga je, v bistvu, ne vem, koncept odnosa do vrednot, da si dober človek. Da ne vzameš tistega, kar ni tvoje, da vprašaš. In tako naprej. To učimo starši. Ta 2 velika koncepta je treba privzgojiti otroku. Vse ostalo, kar se mi vtikamo, kakšen bo v šoli, kako bo naredil, kakšno ocene bo imel, kako bo, ne vem, pri nekem športu, katere igrače se bo igral, to je vse brez veze. Preden sva začela snemati, sva se dotaknila tudi tega, da je nekaj čisto naravnega, da se ti v procesu odraščanja zgodi preizpraševanje biološke vloge spola. Morda nekaj besed še o tem, kako je to v neki razvojni fazi človeka. Ko so se otroci sami socializirali,
so v bistvu spoznavali dva različna spola v 7, 8, 9, 10 letih. In so takrat v bistvu začeli čutiti, kdo so, kaj so, kako so. In v bistvu se starši v te procese niso vtikali. Niso se vtikali. Danes se pa vtikajo, danes pa, ne vem, pejte ven, boste videli fantke počesane na frizurco, kot da imajo oni fuzbaleri pri 30-40 letih, gel, vsak las na svojem mestu in tako naprej. Ne? V bistvu starši prinašajo v življenje svojih otrok neke kriterije lepote, estetike in tako naprej, ki se mi zdijo ne samo, da so nepotrebni, so moteči in zmotijo zdrav razvoj otroka. Torej, nič ni narobe, če se otrok sprašuje, ampak v bistvu ravno z puberteto se ta preopraševanja več ali manj nehajo, oziroma so se nehala nekoč. Danes otroci brez izkušenj, z izkušnjo, ki jo, bom pravil kar to besedo, vsilimo starši. Tako bo, ker je meni lepo, ker si oblečen, kot se meni zdi lepo in prav in tako naprej. Ne? In v bistvu starši ne bomo oblačili punce kot punce, ker ne vemo, kaj bo, fanta kot fanta, ker ne vemo, kaj bo. In naj se sam pol odloči, ne bom imel teh igračk, ne bom imel drugih igračk. Seveda delamo otroke zmedene. Torej, sem psiholog, jaz vem in sem delal z ljudmi, ki se ne najde, ki, če tako lepo romantično rečem, ki se njegova duša ne znajde v biološkem telesu. Okej, imamo metode, delamo z družino, delamo s starši, so rešitve najrazličnejše naprej in tako naprej. Ampak to, da danes govorimo o ne vem, 15-20% populacije, ki ne ve, kaj je, ki se pri 18-20 letih sprašujejo, sem gej, nisem, kaj sem sploh, kateri spol, sem fluidni, sem trans, to se mi zdi pa, da je bolj posledica družbenih vplivov in da za temi ljudmi, Bog ne da bi kdo mislil, da je kaj narobe. Samo težko se soočijo z izgradnjo svoje vloge v svetu, v katerem živimo. Bombardirani z milijon informacij na podlago starševsko, te negotovosti, te starševskega občutka, da morajo pomagati otroku pri temu, da bi on pravilno odgovoril na ta vprašanja. Itak ni pravilne poti, a ne? Sej najde sam, ampak starši z te, jaz rečem, namišljene ljubezni, namišljene, govorim na meni, to je premišljeno izbran izraz, torej namišljene ljubezni, ker vemo, da je ljubezen brezpogojna, starševska, ta je pa namišljena, da mi skrbimo za njega, kaj bo v šoli, kaj bo v življenju, kaj se bo izobrazil, kaj bo delal, kako bo živel, kako se bo oblekel, s kom se bo družil, to danes urejajo vse starši, kar je noro. Zagotovi sredstva za preživetje in prestreži kuglo. To je funkcija starša. To pomeni, posežeš takrat, ko gre za življenje. Vse ostale stvari, ne otroci zrihtajo, pa se zmenijo sami. Cvek naj se naredi nekaj. Pa verjetno ne samo starši, tudi družba. Nedolgo nazaj sem dobila na telefon sliko iz ene izmed velikih veleblagovnic z igračami, kjer so prodajali Kena v morsko deklico oblečenega, nekaj takega. Se pravi, tudi to. Te vse zadeve so tako postale res, ne veš, kaj bi si mislil, in tukaj je verjetno ni ravno to odgovor na izzive tudi teh ljudi, ki se morda res iščejo še pri 20, ne samo pri 9, da ponujamo še več izbire vsega, kaj so lahko od... Glejte, govoriva o moški vlogi, ne? Bom eno asociacijo si ravno iz tega Kena ali ne vem koga sposodil. Otroci začnejo eksperimentirati z spolnostjo, jih zanima telo, se igrajo zdravnike, kot smo se mi igrali 7, 8, 9, 10 let, 11, 12. Torej, izkušnje, ki jih takrat dobijo pri igranju, da ne bo kdo pozor, pri igranju ne povzročijo nobenih ne travm, ne zastojev v odraščanju ali karkoli že. Psihologi točno vemo, kje je meja, kjer se zgodi prestopek, nasilje. Ampak te igre temu niso namenjene. In seveda tam se začne dogajati odnos do svojega spola, kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč. In takrat smo v bistvu se vsi iščemo. Se vsi otroci, se vsi iščemo in je normalno. Tvoj prijatelj je najboljši prijatelj v življenju in misliš, da boš z njim skupaj, da kakšna punca kdaj v življenju.
In tako naprej. In potem te stvari izvenijo razvojno. Izvenijo. Preko izkušnje. Torej danes, seveda, če bi ena punčka rekla, ali pa fantik doma, da so se igrali zdravnike, stari 8-9 let, bi poklicali une starše, da kaj to pravi, da on je 1 leto starejši, da oni bi mogel paziti, bi mogel vedeti in naredimo štalo. In tukaj izvira začetek travme, ne pri izkušnji, ki jo je imel otrok, pri odzivu, ki ga ima starš in družina na neko vedenje, neko zaščitniško vedenje, ki preprečuje normalno izkušnjo. In seveda, kot sem prej razložil, otroci rastejo brez izkušenj, brez te primarne izkušnje, biti deklica, kaj pomeni, kako to zgleda, kaj je, kaj ni. Seveda, druga možnost je telefon in je pornografija, kar je katastrofa za današnje Da je prva odraščanje izkušnja s telesom, s identitete. pornografijo. A ne, to je, Ne pa z med otroci, sosedi in sosedami in tako naprej, ne. Po moje zdaj kdo zavija z očmi, ne, kako češ, moja punčka je moj sosedom in fantom, pa ta ni prav, pa oni je ta, pa ta je z te družine, pa oni so tam z juga, oni so prišli grozljivo, ne. Pornografija pol pa, itak se smo dali oni telefon, ki ima Wi-Fi, pa ne vem kaj še vse, ne. Točno to bolje, ne. No in potem seveda, ti otroci brez izkušnje pridejo 16-17 let, takrat pa v bistvu biologija, če rečem, to pomeni hormoni, delujejo na polno, takrat so v bistvu že začenjajo prve spolne izkušnje. In namesto, da bi te prve izkušnje, kdo si, kaj si in kako, 7-8 let nazaj, so takrat. In dejansko pomenijo za otroke totalno zmedo. Med pri 18 letih, ko začneš s prvimi spolnimi izkušnjami, 16, med najboljšo prijateljico in misliti, enako kot smo mislili mi pri 8 letih, da je to prijateljstvo za večno, ne, in da ta moj prijatelj mi, da bo skup živela in pustimo punce, ne, se takrat zgodi, torej dramatično prepozno. In povzroči še večjo zmedo v spolni identiteti, tako deklic kot dečkov. In se potem iščejo in so tiste izkušnje, ki jih imajo, seveda, če se tako povedam, ob neprimernem času, ne, pustijo čisto drugačne posledice v razvoju otrok. Ker je spolna izkušnja takrat čisto drugačna, kot bi bila 10 let nazaj. To je isto kot nekdo, ki se nauči voziti avto pri 50 letih. Nikoli tako mehko, zvezno ne vozi, kot nekdo, ki se je naučil pri 30 ali pa 25. Ne. ali pa smučati, ali pa karkoli drugega. Karkoli, pa jezika. Ne. Materni jezik je, če se ga naučiš v zgodnjem otroštvu. Pa se lahko naučimo vse jezike, se ga ne naučimo kot materni jezik. Ne. In ga tudi ne tako govorimo. Ker samo kot rezime, ko ščitimo otroka pred za nas neprijetnimi izkušnjami, ker se ne znamo s tem soočiti, seveda otroku odvzemamo možnost, da bi seveda odrasel z izkušnjo razvoja spolne identitete že pri zgodnjih letih, ta 90. Je torej za družbo zdravo, da so moški in ženske, ne pa da se vsi nekako prelivamo v neko fluidno vlogo, kjer danes, če opazujemo, tako je in ne vem, med oblačili lahko opazujemo, da je to vse postalo nekako podobno, približno in med poklici in vse vloge v bistvu nam tehnologija lajša, da vse lahko pravimo, ali bi se vseeno morda za svojo lastno srečo, pa tudi potem družbeno, seveda, če so zadovoljni posamezniki, tudi družba boljša, raje držali teh tradicionalnih energij. To je v bistvu vprašanje za $1 milijon, ne vem. Mogoče, zdaj, ko ste me to vprašali, sem se spomnil enega famoznega eksperimenta, ki ga bojo poslušalci si grejo lahko na YouTube pogledati in se imenuje Mice Experiment, torej mišji eksperiment. Ne? V bistvu to je eksperiment, ki ima tudi že brado, enih 50 in tam v 70 letih, mislim, da je bil prvič narejen, pa večkrat ponovljen in vedno z istimi rezultati. Torej, miši v enem okolju in so jim nastavili izobilje. To pomeni, mišim ni manjkalo nič. Tako množile, jedle, nikoli problem hrane, nikjer nobene mačke, nobene nevarnosti, ničesar. In v bistvu so ugotovili, da v nekaj generacijah so se začele miši nenavadno vesti. Torej, ko niso imele naravnih sovražnikov, ko se niso v bistvu vsak dan prizadevali za hrano, za urejanje hierarhičnih odnosov v skupnosti, to, kar so milijoni let evolucije učili miši, so prišli v okolje, ki so ga ne poznali.
so v bistvu se večalo, miši so se nehali zanimati za družino, rodnost je dramatično upadla, veliko miši je postalo homoseksualnih in tako naprej. V bistvu to ni zdaj iz mojega predsodka, to je eksperiment z miši tam. Ja. Ampak so pokazali, da v bistvu, kaj pomeni to blagostanje in kaj pomeni v bistvu življenje v okolju, v katerem ti ne živiš tiste vloge, ki jo je tvoja vrsta živela milijone let. To pomeni zagotavljanje sredstev za preživetje, urejanje skupnih razmerij in iskanje svoje pozicije v družbi. 3 velike sisteme človek ureja. Samega sebe, ureja neko družbeno okolje in svoj položaj v njem in ureja sredstva za preživetje. To so 3 izzivi, ki jih ima en subjekt in s katerimi se sooča. Vse ostalo, vse ne vem, umetnije, vse druge stvari v življenju so v enem od teh 3 krogov. Če seveda malo povlečemo analogijo, malo paralele, ugotavljamo, da ljudje v okoljih, v katerih v bistvu, in to je zahodna družba, živimo v enem izrazitem izobilju, v nekem relativnem miru in tako naprej. In edina skrb je, kje bomo imeli službo, kako bomo oblečeni, ali imamo nov telefon, kako bomo izpadli v službi, ali smo naredili vse maile ali nismo. To seveda predstavlja velik stres, daleč od tega, ampak v resnici nima nobene veze z resničnim preživetjem. Mi preživimo, mi te skrbi nimamo. Malo ljudi v tej družbi je strah jutrišnjega dne, ali pa je strah, ali ne bomo preživeli. In torej se ukvarjajo z drugimi skrbmi. Kakšen je avto, ali je čist, ali je opran, gre v nedeljo po kosilo oprati avto, ali ne gre, in zdaj ne more iti, ker je žena rekla nekaj drugega, in je vas frustriran, ker ne bo mogel oprati avta, ki zdaj en teden ne bo čist, ali ne vem kaj. In v bistvu je isto kot z imunskim sistemom. Če imunski sistem dela, večinoma dela dobro. Ko v bistvu naredimo okolje sterilno čisto, se pa začne ukvarjati z telesom in povzroči avtoimune bolezni. Sem zelo poenostavil, se opravičujem zdravnikom, ampak isto velja za posameznika v družbi. Komu vzameš, zdaj malo dramatiziram, bitko za preživetje in resne težave, se začne ukvarjati z neumnostmi. To ni ravno optimistično, na začetku pa ste mi dejali, da ne vidite stvari. Zato propadajo imperiji, zato v bistvu, ko začnejo, bom rekel, civilizacije v bistvu se ukvarjati sami s sabo, za kakovostjo preživetja, miriti, kdo je boljši, kdo ima več, kdo zmore več, kdo lahko bolj razuzdano živi, kdo lahko pošlje raketo na Mars in tako naprej. Ne bi vse v isti koš, ampak malo poslušalci že razumeli, kaj sem hotel reči. Zato takrat v bistvu zgubi družba kompas. In takrat se začnemo spraševati stvari, ki v bistvu sploh niso na dnevnem redu. Bi morali tukaj morda videti bolj aktivno vlogo moških, da bi dali to svojo, da bi nam pokazali smer, neke projekte, ki bi bili, proti katerim bi kot družba strmeli, ne vem. Zakaj moški? Mislim, skupaj, Torej, mislim, ženske nimajo nič manj, ne vem česa, da ne bi mogli skupaj narediti projekte. Običajno ženske raje sledijo nekim velikim idejam in jih pomagajo uresničevati, ne? Niti slučajno. Od Grkov naprej v meritokratskem svetu, ko so ga naredili, si vreden toliko, kolikor znaš, kolikor zmoreš, mi smo to sprejeli, celotna zahodna civilizacija in tako naprej. Tam so, in ker seveda je bil napredek, je temeljil na vojnah, na industriji, gradbeništvu in tako naprej, seveda fizično je moški to lažje fural in so zato pač te družbe uspešne. Torej, ideje pa so bile bolj ženske. Ne, bom se vrnil nazaj. Zato so bile te družbe na ta način organizirane v tem okolju storilnostno bolj uspešne. Zbiram besede, Torej, če pa pogledate v bistvu matriarhalno organizirane družbe, nikoli niso prignale družbe do takih robov, kot jih ta meritokratski patriarhalni način pripelje. Skladnost, delitev, sociala, če lahko rečem in tako naprej. Torej, smer, ki jo kažejo ženske, je po mojem mnenju edina rešitev danes za človeštvo. Opolnomočene ženske, ne cankarjanske ženske. Cankar je čudovit literat, če bi bil, ne vem, Anglež bi imel sigurno Nobelovo nagrado za književnost. Ampak vendarle, mama, žena, ženska, njen princip je
enakovreden v tem svetu, kot je moški. Ne? Ni moški tisti, ki bo kazal pot, smer, ker je kaj, ne vem. Ne? Ker je bolj logičen, če že sva tako stereotipna, v tem smislu sem prej Ma ni postavila vprašanje. Veste, Bolj racionalen, medtem ko naj bi bila ženska bolj emocionalna, ko naj bi bolj čutila te harmonije, pravičnost in tako naprej, Ma bi to so- on razmišljal logično, kaj bi bilo zdaj, kaj matematično bolj smiselno, stereotipno govorim, ampak Ja. po neki osnovni. ne vračam vam nazaj, ampak to Ja. so take new age-ovske fore, če mi dovolite pri teh letih uporabiti ta seveda, slengovski izraz. Ne? Absolutno. Gremo nazaj. Ne? Šola, taka kot jaz, sva ugotovila, deklice uspešne. Ko gledate, že sami inteligenčni testi so narejeni blizu enemu načinu razmišljanja. Torej, ko inteligenčne naloge razdelimo med moške in ženske, v bistvu je x prečno povprečje enako. Veste, kaj je najbolj zanimivo, kaže raziskave, da v ekstremih je več žensk. Ne? Moški so mu bolj tako, ženske si pa malo bolj sproščijo, pa povprečje je enako. To pomeni enako inteligentno, enako logične, ampak drugače razmišljajo. In spet, če ste vi, recimo, odrasli v mestu in nekdo je odrasel na vasi in vam damo inteligenčni test papir-svinčnik, bodo dosegli meščani 10 do 15 točk višji rezultat. Ma ne zato, ker so bolj inteligentni, ker so vešči papir in svinčnika drugače, kot so bili včasih otroci na vasi. Ko so pa rekli, isto inteligenčni test, kle imate les, imate to naredite jaz na potoku, seveda so bili dramatično bolj uspešni, ker bi bilo treba logično razmišljati, kako jaz narediti, vse ne odnese, ne, otroci od tam. Tako da, čim ko so naredili v psihologiji rečemo culture free, ne, torej teste, ki ne vpliva kultura, v kateri si zrasel, v bistvu so beli, črni, rumeni, otroci, punce, fantje, smo enaki. Enaki z vidika teh sposobnosti, o katerih vi govorite. Družbeno, pod družbenim povečevanjem steklom, kjer so različne barve, različne pričakovanja, različni predsodki, različni vstopni kriteriji na neko pozicijo, pa lahko rečete, moški bojo pokazali sem pa tja ali pa ne vem kam in tako naprej. Ne, vi imate lahko, ne vem, jaz ne bi se v politiko vtikal, ne, imate vi en ženski princip, ki je Margaret Thatcher, ki prav hudo ženski ni bil princip, pol imate en princip Angele Merkel, ki je bil čist drugačen princip od te gospe prve, ki sem omenil Thatcher, in danes imate Ursula von der Leyen, ki pa spet en tretji princip. Tekaj so različni. In zdaj vzemite isto moško, vzemite enega Borisa Johnsona kot moškega voditelja, ker rečeš, pa vzamete na drugi strani Amerike, zdaj v Amerike enega tretjega, pa kaj sem koga. Kdo je logičen? Ja, kdo je zdaj logičen od teh ljudi? Ne, kdo nam bo pokazal? Želimo vsi, da nam pokaže zdaj naš zet, pot kam bomo šli. No, ampak načeloma si človek želi, da mu nekdo pokaže pot, to pretirano, da si sam zase ves čas odgovoren, je kar naporno, ni? Razgledan, moder, ozemljen, duhoven posameznik v moški ali ženski podobi, to bi si jaz želel. To, nič drugega ne rabimo danes. Nekoga, ki v bistvu izhaja ne iz sebe, ampak skozi sebe v družbo, razume zaradi svoje duhovne senzibilnosti posameznika kot takega, itak preko sebe ne more drugače, in hkrati, ker ima vnuke, otroke in svoje starše, ne, boste razumeli, koliko star človek tak more biti, ne, razume družbo. To je staroslovanski princip, kdo so bili modrci, ki so vodili družbo. Vas. Ne, to je to, kar imamo mi danes, polis, Grke, demokracijo, to je samo en način organizacije družbe, ki je danes seveda izjemno modern, prevladujoč in tako naprej. To je en način. Če bi tukaj sedel, ne vem, ali Vesna Vugodina ali pa Dan podjetij in tako naprej, bi nam to zdaj stresel z rokava različne rešitve, ki so jih družbe imele. Ki bi se nam danes lahko samo sline cedile po njih, če bi imeli ljudi, ki so takrat vodili take družbe. Ker danes pa imamo te neke mikrocelice, majhne družine, en otrok, dva starša, brez neke vasi, tako vsi smo neki mikrokozmosi. Kaj smo danes? Atomizirani, ni več molekule. Ne? V bistvu potrošniška družba rabi atomiziranega človeka, zato da mu lahko vse proda. Ker skupnost poskrbi za človeka. Skupnost v bistvu, za to njegovo blagodejne za vse, občutke, za povezanost. osebnost in materialnem smislu.
Ne, torej potrošniška družba v materialnem smislu rabi samega posameznika. Zakaj morajo otroci v Ameriki študirati v neko drugo mesto? Zato, ker je to veliko dražje, kot če študirajo doma. Ne, so naredili kult tega, da nekam greš, da se osamosvojiš. Ampak to pomeni, da rabiš štipendijo, rabiš stanovanje, moraš delati, moraš se zadolžiti. Ne, to ni teorija zarote, to tako dela potrošniški sistem. Potrošniška družba hoče. Atomizirane posameznike. Zato, da je njihovo življenje dražje, da lahko več proda, ustvarja in tako naprej. Najlepša vam hvala za vse misli, razmišljanja. Hvala vam za povabilo. Hvala vam za spremljanje in se slišimo prihodnjič.